Občina ceni študentske uspehe, pravičnejše plačilo uporabe stavbnega zemljišča. Nadškofija bi razkadila meglo. Izstop ob primerni odpravnini. Gremo peš je zakon. Kontrabanti na jesenskih serenadah. Odprta galerijska sezona v jedru. Gorski tek na Starigrad. Lepo pozdravljeni. Študentje še kako dobro vedo, kakšen teden je za njimi. Ali žanjejo uspehe celega študijskega leta ali pač ne. Tudi občina Medvode podeljuje nagrade študentom za uspešno opravljeno delo že od leta 2006 naprej. Takrat je bilo prejemnikov 32, leta 2010 že 94. V letu 2006, ko je potekel rok za zaključek starih študijskih programov, pa je pogoje za podelitev nagrade izpolnjevalo kar 124 študentov. Vendar sta bili takrat izplačani le 2 nagradi za magisterij znanosti. Tudi leto pozneje, torej leta 2017, so nagrade zaradi omenjenih proračunskih možnosti izplačali le za magisterije. Lani pa so ob dodatnih sredstvih izplačali nagrade v skupni vrednosti 38.500 evrov bruto za en doktorat in 35 magisterijev. V vseh 13 letih je občina Medvode podelila kar 9 nagrad za najvišje znanstvene nazive oziroma doktorate. Zaradi prenovljenega izobraževanja in tudi zaradi spremenjenih potreb pa je bilo treba pravilnik, ki so ga v letih 2010 in 2013 že spreminjali, napisati kar na novo. Novi pravilnik spodbuja mlade k čim hitrejšemu zaključku študija, se bodo za nagrado lahko kandidirali le tisti, ki na dan zagovora diplome še ne bodo stari 25 let. Tudi magistri bodo mladi. Na dan zagovora magistrskega dela bodo stari manj kot 27 let, če bodo želeli dobiti občinsko nagrado. Zelo nizka starostna meja je predvidena tudi pri podiplomskem študiju 3. stopnje. Za nagrado bodo lahko kandidirali le tisti, ki na dan zagovora doktorske disertacije še niso dopolnili 30 let. Vsaka vloga za nagrado se bo tako kot v preteklosti ovrednotila glede na stopnjo izobrazbe od 5 do 20 točk. Dodatni 2 točki pa bo mogoče doseči, če je študent imel v vseh letnikih povprečno oceno 10. Ali pa je v magisteriju ali doktorski disertaciji obravnaval tematiko povezano z občino Medvode. Beseda Medvode ali besedna zveza občina Medvode naj bi se ponovila vsaj 15krat. Dobljena posamezna nagrada pa ne bo višja od 1000 evrov bruto. In še ena sprememba, v novem pravilniku ni predvideno nagrajevanje študentov za opravljeni letnik, kot je bilo to v obstoječem, čeprav se zadnja leta zaradi pomanjkanja sredstev tovrstno nagrajevanje resda ni izvajalo. Novi pravilnik predvideva tudi, da bo 4-članska komisija, ki jo bo imenoval župan, pregledala prispele vloge in pripravila predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, glede na zbrano število točk. Zapisnik pa bo objavljen na občinski spletni strani. Če bi že lani veljal novi pravilnik, bi po oceni občinske uprave nagrado prejelo 69 Medvoščanov in ne le 36. Celoten znesek in seveda tudi posamezne nagrade bi bile precej nižje. Recimo za doktorat le 885 evrov bruto na mesto prejšnjega, skoraj da še enkrat višjega zneska 1790 evrov bruto. Gre pa seveda le za oceno, saj občinska uprava nima podatka, koliko so bili ti študenti stari ob zagovorih diplom, magisterijev in doktorata. Nov pravilnik je seveda še v obliki osnutka in kot takšnega so ga na mizo v prvo obravnavo prejeli člani občinskega sveta na včerajšnji seji, prvi po počitnicah. In v kakšni smeri je šla razprava? Predvsem v smeri pohval, da bo novi pravilnik bolj pravičen, saj bodo vsi upravičenci do nagrad le-to prejeli, v kolikšni višini pa bo odvisno od prejetih točk in višine sredstev namenjenih nagrajevanju. S strani odbora za družbene dejavnosti je bil izogib špekulacijam podan le predlog, da morajo biti upravičenci do nagrad naši občani ne le v času pridobitve naziva, ampak v celotnem času šolanja. In drug predlog o bolj natančnem definiranju pomena dela za našo občino. Tukaj bi dodali še dikcijo in je rešitve možno aplicirati na področje občine Medvode. Ne zdi se nam, da zasluži dodatne točke samo zato, ker je šel in obravnaval Medvode, ampak naj poišče tudi rešitve v ta namen.
Osrednja točka včerajšnje seje občinskega sveta pa je bil nov osnutek odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Kaj ta obeta, če bo seveda sprejet v predlagani obliki, predvsem boljše evidence stavbnih zemljišč, tako zazidanih kot nepozidanih, bolj pravično plačilo glede na komunalno opremljenost stavbnega zemljišča in posledično se morda obeta tudi večji promet z nepremičninami. Po novem bodo namreč morali zavezanci nadomestilo plačevati tudi za nezazidano stavbno zemljišče, tako kot so to morale letos že storiti pravne osebe. Tudi ta odlok so občinski svetniki dobili v presojo v obliki osnutka in ga potrdili. Obstoječi veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je, čeprav je bil noveliran, povozil čas, saj ne sledi zakonskim normam, določila za odmero so v praksi neživljenjska, težko izvedljiva ali pa celo arbitrarna, torej si jih lahko vsak razlaga po svoje. Hkrati pa so bile z pristojnega ministrstva na občine, kot je izpostavil pripravljalec odloka, predstavnik podjetja Lokus, ves čas naslovljeni apeli, naj se poenotijo in spoštujejo obstoječo zakonodajo, predvsem okrog nezazidanih stavbnih zemljišč. Po moji oceni gre za enega zahtevnejših, je pred vami gradivo enega zahtevnejših odlokov, predvsem iz vidika nepopularnosti tega odloka, kajti kadarkoli se odločamo za to, da spreminjamo obremenitve naših občanov, je to odlok, ki je gotovo nepopularen. Sprememba pa izvira iz dejstva, da občina Medvode do sedaj ni zaračunavala nepozidanih stavbnih zemljišč fizičnim osebam, v letošnjem letu je prvič zaračunala pravnim osebam, fizičnim pa ne. Sami veste, tisti, ki ste člani občinskega sveta dlje, tisti pa tudi, ki ste samo v tem mandatu, da je ta ideja predvsem pred sprejemanjem proračuna bila v zadnjih letih večkrat zelo jasno izražena, da smo se zavedali, da se bomo tega morali lotiti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je namreč eden od dveh največjih izvirnih prihodkov občine. Občina naj bi bila po novem namesto na dosedanjih 5 območij razdeljena na 4 območja, glede na dejansko stanje in razvitost naselja, saj sta bila v enotno območje združena prejšnje prvo in drugo območje, obeta pa se tudi poenostavljeno in bolj pravično določanje opremljenosti stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo. In ugotovitev, da tisti, ki je doslej plačeval pravično plačilo, tudi po novem ne bo plačeval bistveno več, seveda za zazidano stavbno zemljišče. Največja novost novega odloka je torej prav ta, da naj bi bili zavezanci za plačilo tudi nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ne le pravne, ampak tudi fizične osebe. Na tokratni seji sveta je pripravljalec odloka zato več pozornosti namenil prav opredelitvi, za katero nezazidano stavbno zemljišče se naj bi plačevalo nadomestilo. Če gre za samostojno nezazidano stavbno parcelo, velja, da bo nadomestilo potrebno plačevati le v primeru, da je ta dovolj velika in izpolnjuje pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če pa gor že stoji stavba, pa je to zemljišče 2, 3, 4 tisoč kvadratnih metrov veliko, v takem primeru se pa odšteje tako imenovana gradbena parcela stavbe. To pomeni gradbena parcela, po domače povedano, to je hiša plus vse, kar ta hiša potrebuje za funkcioniranje, parkirišče, dvorišče, vrt, ne vem, skratka to, kar je ponavadi vgrajeno z ograjo, to se odšteje in če je razlika večja kot 500 kvadratnih metrov in se tam sme postaviti hišo, potem je ta del ostane kot nezazidan. Če je razlika manjša, ali je neka ozka parcela ostane ali neka neprimerna za gradnjo, potem taka parcela ni opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Obremenitve iz naslova nezazidanih stavbnih zemljišč naj bi se sicer znižale v primerjavi z dosedanjim odlokom, izplen pa naj bi bil vendarle večji, saj bo več zavezancev za plačilo nadomestila in tudi za več stavbnih zemljišč naj bi se nadomestilo plačevalo. Občina Medvode pa bo posodobila tudi podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih, ki jih bo po novem pridobila iz uradnih evidenc območne geodetske uprave Kranj in ne več glede na sporočilo lastnikov oziroma uporabnikov. Iz uradnih evidenc naj bi črpala tudi podatke o zavezancih in vzpostavila evidenco zunanjih stavbnih površin in nezazidanih stavbnih zemljišč.
Ker pa v občinski upravi ugotavljajo, da so podatki geodetske uprave in podatki, ki se sedaj uporabljajo za odmero, večkrat različni in ker občina vzpostavlja 2 lastni evidenci, bodo vsi lastniki zazidanih in nezazidanih stavbnih površin v oktobru prejeli podatke za odmero nadomestila. In seveda apel izrečen na tokratni seji, naj bodo prejemniki informativnih izračunov pozorni na podatke in naj poskrbijo za popravke. Na geodetski upravi v Kranju lahko seveda na podlagi elaborata spreminjajo podatke o namembnosti zemljišča in velikosti zazidanega stavbnega zemljišča, na občini pa bodo lahko urejali 3 evidence. Se pravi, prva zadeva je zavezanec, druga zadeva je površina oziroma določitev nezazidanega stavbnega zemljišča. To pomeni, če menite oziroma menijo ljudje, da na določenem zemljišču ni možno graditi zaradi naklona, zaradi poplavne, zaradi česarkoli, naj pridajo, povejo svoje stališče, lahko ga tudi pošljajo, vsaka pripomba bo pregledana, nobene ne bomo spregledali, pa naj predložijo neke dokaze. Da nekdo pride in reče, tukaj je pa strmina in to je to, mi temu pač ne moramo reči, ok, ne? Ampak naj saj neko sliko, karkoli prenese, zato da bomo pač iz tega lahko ocenili. In tretja zadeva, to se pa tiče predvsem poslovnih objektov, je pa zunanje poslovne površine, to so pa tiste površine, ki se uporabljajo za poslovni namen. To so odprta parkirišča, razne vrtovi pri gostinskih lokalih, razna odprta skladišča, ki ni stavb. Torej, ko v naslednjem mesecu dobite informativne izračune o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, bodite pozorni, ali so uporabljeni pravi podatki. Bodite pozorni tudi na javno razgrnitev dokumentov povezanih s to odmero, ki se pripravlja v prvi polovici meseca. Več o vsem skupaj tudi stališča občinskega sveta pa v prihodnjih informativnih oddajah. Že danes pa naslednje obvestilo. Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili zakona oblikovala modele vrednotenja nepremičnin za potrebe bodočega davka na nepremičnine, ki naj bi, če bo, enkrat nadomestil prej omenjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vsem nepremičninam se na osnovi predloga modelov najprej poskusno izračuna vrednosti, ki bodo od 1. oktobra dalje javno objavljene na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin. Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja za nepremičnine, ki se nahaja v občini Medvode, bo potekala tudi v veliki sejni sobi občine Medvode v obdobju od 1. do 30. oktobra v poslovnem času občine Medvode. Geodetska uprava Republike Slovenije bo v tem času izvedla tudi javne predstavitve modelov vrednotenja za občane občine Medvode. Bo ta potekala v četrtek 17. oktobra in to v prostorih mestne občine Kranj. O vseh ostalih temah na včerajšnji seji sveta v prihodnjih oddajah. V prejšnji informativni oddaji smo poročali, da mora Nadškofija Ljubljana po pravnomočni sodbi vrhovnih sodnikov plačati direktorju Goričanske papirnice in njegovi družbi Papirus 1,5 milijona evrov, kolikor jih je ta plačal po sodbi višjega sodišča. Pred 5 leti je namreč Nadškofija vložila tožbo, ker ji Papirus, ki je pred 15 leti s pogodbo postal lastnik 11% papirnice, ni poravnal vseh obrokov. Prvostopenjsko sodišče je tožbo Nadškofije zavrnilo, višje sodišče pa je direktorju Steguju naložilo plačilo. Ekonom Nadškofijske gospodarske uprave Blaž Gregorc nas je pri vprašanju, ali je Nadškofija Ljubljana po odločitvi vrhovnih sodnikov vrnila direktorju papirnice Goričane Andražu Steguju 1,5 milijona evrov, preusmeril na prokurista gospodarske družbe v lasti Nadškofije Metropolitane Petra Sušnika, ki to funkcijo opravlja od maja letos. Peter Sušnik je razložil, da Nadškofija spoštuje odločbe sodišč in da, ker je sodba pravnomočna, ne vidi zadržkov, da denar ni nakazan. Na izrecno vprašanje, ali je bil denar vrnjen, pa ni vedel, ali so roki za plačilo že potekli in ali je bil znesek dejansko nakazan.
Na vprašanje, ali se je v zvezi z lastninjenjem papirnice nadškofija pritožila na ustavno sodišče, kot je to napovedovala za medije pred 2 mesecema, je Peter Sušnik odgovoril, da se nadškofija v zvezi s tem primerom še ni pritožila, ker je to precej dolgotrajen postopek. Kot je še poudaril, si bolj kot pritoževanje in angažiranje odvetnikov cerkvena stran želi, kot dober gospodar, skleniti novo pogodbo, doseči dogovor s Stegujem tudi v vseh drugih postopkih in enkrat za vselej razkaditi vso to meglo. To bi bilo racionalno tako zanj kot tudi za upnike, ki imajo visoke terjatve, je prepričan Sušnik. Ponovil je, da si nadškofija želi bodisi sodno, bodisi izvensodno poravnavo in končno zgladiti spore. Kot je še poudaril Sušnik, je bil Andraž Stegu večkrat uradno in neuradno povabljen na sestanek za ureditev razmer in na zadnjem od teh, februarja letos, naj bi bili tako blizu poravnavi kot še nikoli doslej. Nato pa naj bi se Stegu za skoraj 8 mesecev zavil v molk. Tako nimamo nikogar, s komer bi se pogovarjali, je za našo televizijo še dejal prokurist metropolitane Peter Sušnik. Ta ponedeljek je potekala tudi redna skupščina delniške družbe Goričane. Delničarji so se med drugim seznanili s podatkom, da je imela papirnica v lanskem letu bilančno izgubo v višini 857 000 evrov. Pred dobrim letom dni so bili podatki povsem drugačni, saj je papirnica izkazovala dobrih 5 milijonov evrov, seveda bilančnega dobička za leto 2017. In ker je direktor papirnice Goričane in hkrati večinski lastnik Andraž Stegu že takrat navedel, da se dividende ne bodo izplačevale vse do leta 2022, je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ga vodi Kristjan Verbič, takrat nanj in na njegovi 2 družbi, Papigor in Papirus, naslovilo zahtevo za izstop malih delničarjev po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. Letos je zahtevo ponovil. Spomnimo, direktor papirnice Goričane in hkrati večinski lastnik Andraž Stegu je lansko leto kljub bilančnemu dobičku navedel, da se dividende ne bodo izplačevale vse do leta 2022. Kot razlog pa je navedel dogovor o prestrukturiranju z bankami, upnicami in družbo za upravljanje terjatev bank. Zato je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ga vodi Kristjan Verbič, takrat nanj in na njegovi 2 družbi, Papigor in Papirus, naslovilo zahtevo za izstop malih delničarjev po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. Slednji so ponudili 15 evrov za posamezno delnico, kar so v združenju, kot je že konec decembra za našo televizijo dejal Verbič, po temeljitem premisleku in preučitvi zavrnili kot prenizko ponudbo. Hkrati je že takrat opozoril tudi na dejstvo, da ima tretjina malih delničarjev svoje vrednostne papirje sedaj dejansko že na ukinjenih registrskih računih pri klirinško-depotni družbi. Na ponedeljkovi skupščini je zahtevo za izstop malih delničarjev ponovil. V tem momentu bi bilo seveda neprimerno podajati kakršnokoli ceno, kajti to je predmet pogajanj. In na sami skupščini sem prejel zagotovilo, da bo v prihodnjih 15 dneh podana tudi nova ponudba. Pri tem sem apeliral, da naj bo vendarle ta ponudba ustrezna in poštena oziroma predstavlja boljše izhodišče za pogovore o izstopu manjšinskih delničarjev iz družbe kot pa prejšnja ponudba. Ta je bila tudi tokrat uradno vložena, hkrati pa na skupščini prejeto zagotovilo neposredno gospoda Steguja, da bo brez nadaljnega v 15 dneh podal ponudbo in da bo skušal seveda upoštevati tudi apel, ki sem ga podal na skupščini. Glede na to, da je papirnica Goričane iz 5 milijonov evrov bilančnega dobička v letu dni pristala na 875 000 evrih bilančnega minusa, je Verbič glasoval tudi proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu, pa tudi proti imenovanju oziroma podaljšanju mandata nadzornega sveta in delu sklepa napovedal tudi spodbijanje le-tega. Namreč ni v skladu z zakonom, da bi se kar po avtomatizmu podaljševalo mandat in seveda tudi potrjevalo le-tega za nazaj, kot je predvideval skupščinski sklep, kakršen je bil tudi sprejet, seveda glede na to, da ga je
večinski lastnik, ki ima 97% v družbi, potrdil in sprejel. V imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev pa sem napovedal izpodbijanje takšnega sklepa, tudi v kontekstu naših prizadevanj, da vendarle pridemo do dogovora možnosti za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe. Kajti še enkrat, naš interes bi seveda bil, da 90 delničarjev, kolikor v družbi jih še je, torej malih delničarjev, v družbi tudi ostane, kolikor bi imeli z naslova svoje naložbe donos. Glede na to, da ni pričakovati dividend tudi ne v prihodnem obdobju, da je vselej znova navedena družba za upravljanje terjatev bank, torej tako imenovana slaba banka DUTB, kot tisti ključni akter, ki ne dopušča niti delitve dividend, ki ne dopušča niti boljše ponudbe za izstop manjšinskih delničarjev, sem ob tem izrazil ogorčenje. Namreč DUTB ni delničar družbe in zaradi tega seveda ne more imeti tovrstne vloge, kot je vselej znova predstavljan. Meni torej, da tako imenovana slaba banka ne bi smela imeti tolikšne vloge, kot jo ima, predvsem v tem odnosu do manjšinskih delničarjev. Tem pa še vedno velja vključitev v njihov program delniška opora. Ponovno je bila vložena zahteva, tokrat formalno tudi za vse tiste, ki so se preko združenja že vključili, in teh delničarjev je zdaj pa že precej, blizu 30 oziroma preko 30 v tem momentu jih je vključenih v naš sporazum in vse te delnice so seveda tudi hkrati predmet zahteve za izstop iz družbe. Vsekakor bomo tiste, ki se bodo v kratkem vključili tudi v tovrstna prizadevanja in pogajanja, hkrati pa seveda je pri tem vendarle velja povabilo, apel delničarjem, naj se čim prej vključijo v naše postopke, kajti ko bojo enkrat eventualno ti sklenjeni, pripeljani v fazo realizacije, torej bodisi izstopa iz družbe po sodni poti, bodisi dogovora o odkupu oziroma o prodaji svežnja delnic manjšinskih delničarjev, bo seveda prepozno, da bi se priključili tudi še takrat. V prihodnji informativni oddaji pa še nekaj več o programu Delniška opora pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev, ki v teh dneh beleži prve 3 leta delovanja. Letošnje geslo tedna trajnostne mobilnosti pa je bilo Gremo peš. Hoja je najdostopnejši, najbolj zdrav in najcenejši način premikanja. V prejšnji informativni oddaji smo že poročali o jutranji telovadbi v središču mesta in 3 sprehodih po naši občini pod okriljem skupin Šole za zdravje in o okrogli mizi, ki jo je vodila Mojca Furlan, na kateri so mladi razmišljali o trajnostni mobilnosti, predvsem v povezavi s podnebnimi razmerami. Tokrat pa še o nekaterih ostalih dogodkih, ki so zaznamovali Evropski teden mobilnosti. Že sicer smo najbolj pestro dogajanje zabeležili prav v četrtek in petek. Ja, danes je dan brez avtomobila sicer. Ste prišli v službo, kako? Prišel sem s kolesom. Res, da ni navadno kolo, je električno kolo, ampak sem bil 2-krat ta teden s kolesom. Najprej pa še o drugih dogodkih povezanih z geslom Gremo peš. Ladislav Vidmar je v petek dopoldne v sejni sobi občine Medvode predstavil svoje spomine na rekordno dolgo pot v dolžini 2200 km, ki jo je prehodil v maju in juniju letos. Hoja ga je vodila skozi Uzbekistan, Tadžikistan in Kirgizijo in ga pripeljala še bliže Lasi v Tibetu, kar si je že pred leti zastavil za cilj svojih vsakoletnih pohodov. Med spremljanjem potopisa pa je pogovor tekel tudi o boju proti podnebnim spremembam. S hojo, torej z 11-kilometrskim pohodom po nižinskem delu naše občine ob rekah, se je v soboto popoldne Evropski teden mobilnosti v Medvodah tudi dejansko zaključil, čeprav je bila zaključna prireditev že v petek popoldne. Na njej so nagradili najbolj prizadevne učence in prostovoljce, ki so hodili v šolo peš, s pešbusom ali pa so kako drugače sodelovali pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti. Sedaj stojiva sredi ceste, kaj vse pa se lahko počne na cesti v tem tednu? Ja, v tem tednu, ki je za nami, se je počelo marsikaj zanimivega, marsikaj zdravega, marsikaj takega, kar bi sodilo v prihodnost. V bistvu bi bilo fino, da že v sedanjosti. Predvsem nekaj tazga, kar združuje ljudi, ker meni se zdi, da
nikjer se ne moramo zares srečati, tako kot se lahko srečamo na sprehodu oziroma peš. Ste prešteli, koliko korakov oziroma koliko kilometrov imate v tem tednu v nogah? Jaz po moje, da sem jih pa toliko naredil, kot verjetno celo leto jih naredim, tako da nisem štel. Bi bilo pa zanimivo, če bi imel uro z merilcem korakov. No. Organizator udeležencev vseh prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, veliko tudi naključnih, ni prešteval. Predvsem pa je bilo med njimi res veliko otrok, v četrtek skoraj 200 šolarjev, v petek skoraj 150 vrtičkarjev. Kar se pa tiče samih organizatorjev, soorganizatorjev, je bilo pa, jaz bi rekel, da v teh 31-32 projektih oziroma dogodkih, ki smo jih načrtovali, bi rekel, da je po moje kar tam čez 100 ljudi sodelovalo. Letošnje geslo je Gremo peš. Videla sem, prišli ste peš do sem. Seveda ne iz vseh enot, ampak tisti, ki so najbližje, tako da 1 kilometer, 2 kilometra naši otroci zmorejo brez težav in tudi sicer smo tako naravnani. Vse, kar se da, obredemo peš, razen če nas vreme res ne preseneti. In tudi takrat nam gre. In vi osebno, kako blizu vam je to geslo, kako trajnostno mobilno se obnašate? V službo hodim z avtom, sicer pa vsak dan najmanj 5 kilometrov. Ali peš, ali tekoče, ali kakorkoli že. Pravili smo skupaj s športno pedagoginjo Poligon, da smo pokazali občanom, da tudi cestišče lahko postane igrišče, kjer vidite za mano se otroci igrajo, žogajo, vozijo s skirojem, premagujejo razne ovire. Drugače pa smo poskrbeli tudi tako, da so otroci se v tem tednu pogovarjali o tednu mobilnosti, narisali so tudi risbice, ki so jih izobesili na most čez reko Soro. Novo podobo pa je v minulem tednu dobil tudi podhod pod krožiščem na Gorenjski cesti. Zanjo sta poskrbela poznavalca in ustvarjalca ulične umetnosti, domačin Peter Gaber in Matic Škol. Kot pravita, sta se uskladila s konceptom tedna mobilnosti in med sabo in se odločila za podporo hoji. Zato sta naslikala 2 ogromna čevlja, vsak enega, vmes pa kup zabavnih stvari, ki nas nagovarjajo na obisk narave. Vmes pa sta upoštevala tudi komentarje mimo idočih, ki pa so bili vsi po vrsti, pravita, pozitivni. Dela Matica Škulja si lahko ogledate tudi na razstavi v občinski stavbi. Tudi letos pa je bilo kar nekaj prireditev v tednu trajnostne mobilnosti povezanih s kolesarjenjem. Jaz bi mogoče izpostavil kar biciklatorij, ker ko sem videl, koliko srečni so bili otroci, ki so se ga udeležili, sem kar malo oči dobil, kar solzne oči dobil, ker so res znali tako jih motivirati pa animirati, da jih je poučevanje varnosti na zabaven način toliko pritegnilo, da kar niso hoteli iti nazaj po šolah na pouk, ki so ga imeli. Ne. Projekt Bicikletorij izvaja skupina Tretja roka, ki je primarno osredotočena na interaktivne dogodke v javnem prostoru. Od ustanovitve leta 2015 so s projektom Omare stare šare nastopili na več kot 30 festivalih umetnosti v javnem prostoru v kar 12 evropskih državah. Kaj je Tretja roka? Nekaj stvari iz druge roke, reciklirati, jim dati neko novo življenje in z neko domišljijo, pravzaprav z nekih majhnih stvari narediti ena taka posebna doživetja. In kaj je namen tokratnega projekta Bicikletorija, ki se je odvijal na prireditveni ploščadi pri Novi tržnici? Pokazati, koliko v bistvu zabavno lahko je kolesarstvo. In to je v bistvu taka mešanca enega zabavičnega parka in pa ene take izobraževalnega projekta. Tako da ampak vse to izobraževanje, ki se ne dogaja na tem načinu šolskem ali pa tako z nekimi prepovedmi ali pa z neko tako prav zelo pedagoško, ampak se dogaja skozi igro. Obiskovalce, mlade ali stare, so izkušeni izvajalci vodili skozi 9 izzivov, ki so zasnovani kar se da življenjsko in tako še dodatno spodbujajo direkten prenos pridobljenih veščin v vsakodnevno kolesarsko prakso. Med njimi je bilo največjega navdušenja deležna najpočasnejša dirka. To je dirka, v kateri je bil zmagovalec tisti, ki je progo prekolesaril najpočasneje, seveda ne da bi stopil na tla. Kdor je vse izzive dobro zvozil, je bil sprejet v klub hrabrih pedalarjev. To je klub
takih ljudi, ki se radi vozijo s kolesom, ki se vozijo s kolesom tudi mogoče kadar dežuje in ki pa seveda zraven upoštevajo predpise in vozijo varno in uživajo v tem. In kaj bo naslednji izziv skupine Tretja roka? Ste danes prišli sem s kolesom ali pač ne glede na vso opremo, ki ste jo morali pripeljati? Ja, to nam je izziv za naslednje leto, nam je izziv, ko bomo s tem projektom potovali po drugih krajih po Sloveniji, da bi probali narediti tako, da bi lahko vse te našo opremo in stvari lahko spravili tudi na kolesa, ampak zaenkrat pa rabimo še en tovornjak, se pa vsaj skupaj vsi peljemo v tovornjaku, tako da na ta način smo malo bolj ekološko mobilni. Kolesarili pa so tudi v društvu Barka, pa pod vodstvom kolesarskega društva Medvode, na teren pa se je s kolesom odpravil tudi del občinske uprave z županom na čelu. Ja, to ne bo čisto tako rekreativno kolesarjenje, bo kolesarjenje s pridihom ogleda komunalne problematike, pa tudi tistega, kar je bilo narejeno. Se pravi, štartamo v centru, gremo po Seškovi, po trasi bodoče kolesarske oziroma ureditve kolesarske poti do Preske. Potem se bomo posebej ustavili v podhodu, da vidimo, kako žalostnem stanju je, kaj treba zdaj še narediti in kako nekako si predstavljamo, da bo rekonstruiran. Gremo čez Seničico, se spustimo po novi kolesarski stezi po Bonovcu. Gremo potem čez Presko, Vaše, Goričane, gremo po zgornjem delu Rakovnika, če bomo prišli, tako da pogledamo še en konec kohezije, kajti Piranče bomo danes spustili. Gremo v Soro pogledati ta novo pridobitev oziroma grobo asfaltiranje pri hiši kulinarike, pa gremo vse do Dola, do meje z občino Škofja Loka, potem pa spodaj po gozdu, po tisti novi poti oziroma po poti, kjer planiramo kolesarsko stezo, pa preko Brvi na Senici, mimo zdravstvenega doma nazaj sem. In kje mislite, da boste imeli kot kolesarji največ težav? Ja, že zdaj tukaj na začetku čez podhod, recimo tam ne bomo mogli s kolesom priti, bo treba dol stopiti, ga peljati spodaj in to. Tako da to je ta prva točka. Potem pa tudi ta del Vaše Goričane oziroma Goričane Rakovnik spodaj tam, kjer je cesta že tako nevarna, pa ni posebenega prostora za kolesarje po spodnji poti, ta del bo tudi kar. Mislim, da bomo ugotovili, da je ideja o kolesarski poti spodaj čez polje kar dobrodošla. Največji projekt letošnjega leta na področju trajnostne mobilnosti je prav gotovo ureditev kolesarske povezave čez Bonovec, od Seničice do Hafnerjeve kapelice, tako imenovane Plečnikove kapelice, in ureditev prometnega pasu za mešani promet, od kapelice do šole v Preski. Poleg pohval ni manjkal tudi kakšen očitek, predvsem ker gre zgolj za kolesarsko stezo in na račun razkošja javne razsvetljave, kot bi jo želelo tudi kakšno drugo naselje. Prav zaradi tega, ker je projekt tak, kot je, pa je občini uspelo pridobiti tudi dobrih 100 000 evrov prek razpisa iz kohezijskega sklada, torej skoraj polovico vseh potrebnih sredstev v skupni višini 210 000 evrov. Največji projekt na področju kolesarstva pa občino čaka v naslednjih 2 letih. Zagotovo je to projekt iz dogovora regije, evropska sredstva, torej kolesarska pot Ljubljana-Preska, preko Pirnič z Brvjo čez Savo. To je projekt, ki bo začel se v letu 2020 in dokončal v letu 2021. Trenutno zdaj dobivamo vse projektne pogoje, projektiramo tudi samo Brv in tako naprej, tako da to bo največji projekt kolesarskih stez v Medvodah v zgodovini. Hkrati pa tudi že projektiramo kolesarsko pot proti Škofji Loki. Tista bo gledala luč kasneje, zato ker trenutno še nimamo zagotovljenih nekih zunanjih virov financiranja, ampak tudi tam mogoče vidimo luč na koncu tunela. Kdor je v četrtek ali v petek prišel v središče mesta, ki je bilo ponovno zaprto za promet s kolesom ali peš, so mu v društvu upokojencev Pirniče in Medvode postregli s palačinkami. Ste si vi zaslužili tole palačinko danes? Sem, seveda. Ste prišli peš? Z vrečko, kuhalnik, lopatko, ponvo, vse prinesla. In je hoja zelo blizu vašemu načinu premikanja od točke A do točke B. Veliko hodite? Ja, do Medvod pa takole malo sprehodi, pa to ja. Dokler me noge nesejo, ja. Kako blizu vam je letošnje geslo Gremo peš? Ja, sej to ni pravzaprav novo geslo, tako vsaj ta peš bus, jaz ga povezujem s tem, ne, je tudi že iz prejšnjih let in je strašno zdravo in nujno potrebno za otroke, za malo starejše, pa še tudi za najstarejše.
Vi ste bili prostovoljka na peš busu, kako bi otroke pripravili do tega, da bi več hodili peš? A veste, da nimamo recepta. Kako bi jih pridobili, a nič, kar vztrajno ponavljati, pa večkrat, z več različnimi akcijami in prireditvami. Ne, tudi kaj se jim hoja na Šmarno, hoja do Sore, hoja, tako povezati, ne, različne prireditve s peš hojo. In kakšno sporočilo bo iz prihodnjega tedna trajnostne mobilnosti prenešeno v prihodnje leto? Meni se zdi, da kar vsako leto bolj glasno slišim, da si ljudje skozi bolj želijo, da bi bil ta del Medvod zaprt za promet, za motorni izpušni promet skozi vse leto, se pravi skozi zaprt. Nekako mislim, da se ta ideja skozi bolj prejema. No. Tako da to bi izpostavil. No. Drugače pa seveda pri organizaciji teh projektov pa dogodkov je vedno prostor, da bi bili še boljši. In mislim, da predvsem veliko srce, ki ga prostovoljci pokažejo, pa znanje, ki ga sodelavci, soorganizatorji pokažejo, če te dve kombinaciji pravilno v bistvu povežemo, da imamo v bistvu lahko krasne projekte, krasne dogodke. V petek se je z odprtjem razstave Tima Grdina z naslovom Prizori dveh rek začela tudi nova galerijska sezona v klubskih prostorih Zavoda Sotočje v Jedru. Sicer pa sledite tudi vsem rednim programom, vsak ponedeljek, torek in četrtek dnevni center Bivak, potem pa cel niz jezikovnih tečajev, joga in celo kavbojski plesi. Mladi slikar Tim Grdin je na platna prenesel svoje impresije reke Save in Sore s pomočjo akvarela. Osredotočil se je na same barvne odtenke in kako padajo sence, ter skušal ujeti majhne in večinoma neopazne barve samega kamna. Sama voda pa kamni me interesirajo iz tega razmerja med njimi, se pravi barvno razmerje, sence, kako padajo po prodišču. V bistvu je to cela poanta tega, da prikažeš, da prod ni samo siv, da ni samo senca črna, ampak da je cel svet barv noter. Študent krajinske arhitekture se je resno začel posvečati risanju in slikanju pred 3 leti v okviru likovnega krožka v srednji šoli, kar so opazili tudi Timovi starši. Takrat smo videli, da to pa je to, da so tudi te slike nam strašno všeč in da ima fant očitno občutek za to. Kako pa najdete čas, da še slikate poleg študija? Ja, to je pa samo organizacija časa, nič drugega. Jaz mislim, da je to, če se nečemu posvetiš, najdeš čas za to in ni drugega, ker imaš vajo potem lahko. Njegovo trenutno razstavo Prizori dveh rek si lahko ogledate še en mesec v prostorih kluba Jedro. Če vam kakšna slika ali več njih še posebej pritegne oko, lahko krasijo stene tudi vaših hiš, saj je razstava prodajna. Kaj pa še lahko pričakujemo v novi sezoni Jedra? Spet se bo veliko dogajalo. Že naslednji teden v petek imamo irski večer, tako da začne se nam tudi z oktobrom EVS, oziroma zdaj se pravi projekt prostovoljstva. Dobimo 3 evropske prostovoljce, in sicer iz Finske, Francije in pa Bosne, ki bodo tukaj v bistvu 10 mesecev. Tako da pripravljamo spet to multimedijsko delavnico, kjer sodelujemo z osnovnimi šolami, v bistvu celoleten projekt. Drugače pa razne jezikovni tečaji se oktobra začnejo, koncerti, počitniško varstvo, spet starše pozivam, da kar pošljejo prijave, ker je kar veliko povpraševanja med krompirjevimi počitnicami, tako da bo kar pestro. Informacije o prihajajočih dogodkih lahko najdete na spletni strani www.zavodsotočje.si oziroma sledite Facebook profilu kluba Jedro. Odprtje nove sezone Jedra je bila odlična priložnost, da smo vprašali še, kako napreduje lokalna strategija za mladino. Je v bistvu že kar nekaj časa pripravljena. Dela se zdaj v bistvu še enkrat anketa, zato ker je bilo mogoče malo premalo vzorca samega, tako da zdaj delamo intenzivno na tem. Tako da jaz upam, da bo drugo leto, ker letos je v bistvu praktično že konec, če smo realni, da bi drugo leto pa le sprejeli mogoče celo vse področne strategije našega zavoda, oziroma občine Medvode. Tako da definitivno nam je v interesu to čim prej skozi spraviti.
Na zadnjo sredo v mesecu septembru so letošnje jesenske serenade še zadnjič letos popestrile glasbeno jesen v Medvodah. Tokrat skupino Kontraband, ki neguje in združuje kakovostno akustično, etno, folk, country in druge zvrsti glasbe v slovenskem, madžarskem, srbohrvaškem, romskem, židovskem in angleškem jeziku ter s pridihom teh tako različnih kultur. Koncert se je odvil v Domu krajevne skupnosti Senica. Takole je zazvenela glasbena skupina Kontraband v mali dvorani Doma krajevne skupnosti Senica, kjer so gostili še zadnje letošnje jesenske serenade. Skupina Kontraband deluje že od leta 1994 ter preigrava številne glasbene zvrsti, predvsem pa kakovostno akustično, etno, folk in country glasbo v različnih jezikih. Zaigrali smo predvsem glasbeno poezijo, nekaj pa še priredb, ker mi smo zasedba, ki je nastala na priredbah in potem zatem začela ustvarjati svojo glasbo in uglasbljala številne slovenske in madžarske pesnike. To smo v bistvu ritmizirali danes. Katera recimo je tista poezija, ki vam najbolj sede na vaše inštrumente in glas? Zagotovo od madžarskega pesnika Bence Laješa, tam nagrajenega. Kot sem že omenil, je dobil nagrado enako slovenski Prešernovi, on je dobil že Fatilo nagrado. Zelo radi pa tudi pregramo Karla Turnera in Feri Lanščka. Bi pa bil krivičen, če bi kateregakoli od pesnikov izpustil, zato ker v bistvu res nimamo dobra besedila, potem so znani, ne? Mi imamo res vrhunsko poezijo. Ob tem je potrebno poudariti, da je tudi sam Bela Zomi Kralj avtor številnih besedil in ne zgolj za njegov Kontraband, temveč je tudi avtor besedil uspešnic, kot je na primer Zelena dežela skupine Viktorji. Kontraband pa se je usmeril bolj v nekomercialno glasbo, ki zveni med baladnim in temperamentnim vzdušjem. Zasedbo so med leti 2008 in 2013 kar konkretno pretresli. Prišli so novi mlajši glasbeniki in ti so sedaj del stalne zasedbe. Jaz samega sebe mogoče čez nekaj let ne vidim več kot liderja Kontrabanda, rad bi tudi to žezlo podal naprej drugim. Jaz bi mogoče rad v zadaj malo igral, kaj v zadju, tudi kakšno pesem še napisal, tudi kakšno dobro poezijo, besedilo, ampak počasi prihaja njihov čas, ne. Moj je pa tak, da še kolikor lahko podpiram te mlade ustvarjalce, ki tudi delajo svojo glasbo in imajo svoje, recimo tudi Kika recimo ima tudi kariero klasika, zakaj pa ne bi še to podprli? Njegov sin Pal je že del stalne zasedbe, medtem ko se jim 13-letna hčerka Kika občasno pridruži na nastopih in tako je bilo tudi včeraj na jesenskih serenadah, kjer je sicer nastopila s prehladom. Danes je bilo presenetljivo dobro, nisem se najbolj počutila in nismo vedeli, če bom prišla sploh nastopati. Ampak smo pa super igrali danes. Kaj ti je ljubše, peti ali igrati? Meni je oboje zelo pri srcu, ampak raj igram klarinet. Mislim, petju, jaz sem vzljubila petje, zato ker sem pela v zboru 6 let. Sem pa mogla nehati sicer, ampak oboje imam zelo rada. Njen oče ni pozabil povedati, da je Kika najbolj izobražena glasbenica med njimi. Že 6 let igra klarinet, 2 leti predtem je igrala kljunasto flavto in še predtem je bila v pripravnici, igra pa tudi klavir. Eden mojih ciljev je, da glasba pride do ljudi, da nekaj čutijo, ko jaz igram.
In tudi, da postanem profesionalna glasbenica, ker je to moja želja že od 5. razreda. Ob poslušanju glasbe skupine Kontraband se vidi, da glasbeniki v svojem ustvarjanju resnično uživajo in vzdušje prenesajo tudi na publiko. Stil njihove glasbe pa je tisti, ki jih naredi posebne. In Bela Somi Kralj ga je uspešno prenesel tudi na mlajši del zasedbe. Mislim, da sem jih zasvojil, zato ker ko so bili nekateri moji otroci, bom rekel tako mlajši, oni niso toliko bili navdušeni nad glasbo kot zdaj, ko so starejši, ki jo jaz ustvarjam. Zdaj bi marsikaj radi predelali mojega, drugače izvedli, malo bolj rockersko, malo bolj pop ali pa malo, bom rekel, mogoče malo ostro. Mlajšim članom je pa v bistvu všeč glasba, ki jo delamo, in so ustvarjajo in tudi sami preko nas dobivajo nove ideje za nove stvari. In vam povem, da boste slišali še zadnje, ker Pal pa Matijas imata izredno dobro zasedbo, izredno dobro. Gašper Povše je tudi zdaj s Hajkugarnom, ne pa kdaj gostuje, ampak ima tudi svojo lastno zasedbo, izredno dobro. Gašper Povše je vrhunski pevec povrh, torej vsi ti so vrhunski pevci. Dušan pa praktično zdaj na tem koncertu, ki je bil stilsko, ni zapel, pa je tudi vrhunski pevec. Torej, na nek način, če smo malo groteskni, najslabši pevec med nami poje. Vse pogosteje petje prepušča tudi ostalim in tudi tokrat je eno pesem zapel Pal Somi. Urnik nastopov skupine Kontraband je sicer kar precej poln, a prav posebej so publiko povabili v Domžale, kjer bodo 11. novembra imeli koncert Kontrabandove uglasbene poezije s pesniki Ferijem Lajnščkom, Karlom Turnarjem in Bence Lajosem. Še nekaj športa, začenjamo pa z gorskimi teki. V soboto je na Starem gradu v Smledniku potekalo že 20. državno prvenstvo v gorskih tekih za osnovne in srednje šole. Medvoščani vidnejših uspehov tokrat niso beležili, je pa padel rekord proge. Leto je naokrog in zopet je nastopil čas za podiranje rekordov v gorskih tekih. Vendar pa so ti letos prav posebni. Letos imamo obletnico, 20. ponovitev gorskih tekov na Starem gradu nad Smlednikom v organizaciji Osnovne šole Simona Jenka Smlednik, pa seveda Atletske zveze, Odbor za gorske teke, pa Zavod za šport Planica. In brez vseh prostovoljcev, ki tu pomagajo, recimo najbolj pomembna sta Sebastian Kosec pa Peter Lampič, ki pripravljata progo, potem gasilci, potem vse naše bivše zaposlene, čistilke, kuharice pomagajo, da vse tako teče, kot mora. Osnovnošolci so tekli po krajši 1,6 kilometrski krožni poti z vzponom in spustom višine 65 metrov, srednješolci pa po daljši 2,2 kilometrski poti z vzponom in spustom 110 metrov. Tekmovanje je tudi letos bilo uspešno, zato o 21. prvenstvu ni dvoma. Pričakovati pa je morebitno spremembo. Ravno zdaj smo se z atletskimi sodniki pogovarjali, da bi mogoče tole zadevo premaknili med tednom. Zaradi same promocije atletike bi bil obisk sigurno večji, ker to je pač delovni dan za šole in bi takrat tudi gotovo bilo več tekmovalcev. Ideje so, jaz upam, da bomo to speljali, drugače pa ne bo šlo drugače, zdaj ne vem, kako se bo ministrstvo na to odzval, predlog bomo dali skupaj z Atletsko zvezo, ker jih tudi to podpirajo, kako se bojo pa odločili tam Zavod za šport Planica pa ministrstvo bomo pa videli, ampak vsekakor drugo leto bo. Na prvenstvu tudi ni manjkalo talenta, ki bo Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu v Argentini. Novembra v bistvu gremo na svetovno prvenstvo gorskih, pač res v Argentini in je pač zdaj, ampak pač ko mi čakam, pa še v bistvu gremo za 9 dni, pa upam, da bomo še kaj pogledala, če smo zdaj tam. Tako da ko mi čakam. Kakšna pa so pričakovanja? Upam na najboljša, pa se pač pripravljam za najboljše rezultate, če dalje bolj treniram. Podirali pa so se tudi rekordi. Klemen Španring je v kategoriji starejših mladincev progo dolgo 2,2 km pretekel v 7 minutah, 17 sekundah in 87 stotinkah, kar je sobotni rekord proge. Z začetka smo še sledili, pa niso več mogli. Tudi Klemen bo zastopal Slovenijo v Južni Ameriki. Ja, letos imam plano že na novembra svetovno prvenstvo v Argentini v gorskih tekih. Pa bomo videli potem, kako bo še naprej. V 20 letih organizacije tekmovanja se je prvenstva udeležilo približno 5000 tekmovalcev, nekateri celo večkrat.
Medvoščani smo lahko zelo ponosni na rezultate naših sokrajanov in sokrajank, saj nosijo že kar nekaj kolajn, tudi svetovnih prvenstev v gorskih tekih. Leta 1998 sta Tina in Ines Hižar osvojili prvo medaljo na svetovnem prvenstvu v kategoriji mladinke ekipno. Istega leta je Ines Hižar domov odnesla tudi zlato medaljo v kategoriji mladinke posamično. Tudi Lea Einfalt je leta 2001 osvojila zlato na svetovnem prvenstvu. Upajmo, da bo tudi letošnje svetovno prvenstvo tako uspešno in da bo še naprej državno prvenstvo na Starem gradu odskočna deska za bodoče prvake. Prejšnji vikend se je v Zagorju odvijalo državno prvenstvo v gorskem teku v disciplini Gor-Dol, ki so jo izvedli v okviru 5. zasavske tekaške prireditve Kot rideš trail. Tekma je veljavna tudi za pregled pripravljenosti kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu v Argentini sredi meseca novembra. Na 12-kilometrski dolgi razgibani trasi je zmago slavil 51-letni veteran Miran Cvet, tretji je bil Pirničan Matic Plaznik, član kluba Šmarnogorska naveza. Njegova klubska kolegica Valboržanka Tina Kozjek je bila prav tako tretja med ženskami, kjer je slavila Ana Čufer. Medtem je Timotej Bečan, naš trenutno najboljši gorski tekač, kot šestouvrščeni v svetovnem pokalu tekmoval na predzadnji tekmi svetovnega pokala Dreizinnenberglauf na Južnem Tirolskem. V močni konkurenci je na idilični 17-kilometrski preizkušnji s 1300 metri višinske razlike pritekel 11. mesto. V svetovnem pokalu sledil je še 40. tek na Šmarno goro v oktobru, Bečan pa zaseda sedaj 8. mesto v skupnem seštevku. Na Pokljuki se je prejšnji vikend odvijalo državno prvenstvo na tekaških rolkah. Na sobotni sprinterski preizkušnji sta bila najbolj zadovoljna Rok Tršan in Polona Klemenčič, ki sta se razveselila naslova v absolutni konkurenci. Tršan, član TSK Logatec, je v moški konkurenci prikazal izjemen strelski nastop, bil je edini, ki je zadel vseh 10 strelov, ter zelo dobrim tekom poskrbel, da zmaga zanj ni bila vprašljiva. Slavil je pred Klemnom Bauerjem in Miho Dovžanom. V tekmi s skupinskim startom je zmago slavil Aleks Cisar, drugi pa je bil Rok Tršan pred Miho Dovžanom. Pri dekletih je slavila Polona Klemenčič pred zbilko Leo Einfalt, obe sta članici TSK Triglav Kranj, tretja je bila Živa Klemenčič. V teh dneh v španskem La Seu d'Urgelu poteka svetovno prvenstvo v slalomu in sprintu na divjih vodah. V sredo so podelili že prve komplete kolajn najboljšim v ekipnih tekmah. Za medvoško udeležbo tudi tokrat skrbi Pirničan Blaž Cof, ki se bo kot edini slovenski predstavnik med kanuisti na svetovnem prvenstvu potegoval za kolajno v spustu. Pred prvenstvom je na svetovni jakostni lestvici zasedal 3. mesto in je tako ponovno eden od favoritov za odličja. Medvoški policisti poročajo, da so obravnavali 3 prometne nesreče. V Sori je povzročitelj pobegnil, prav tako voznik, ki je povzročil nesrečo v Vikrčah. V Medvodah pa je nekdo trčil v avtomobil na parkirišču. Tokrat malo manj polna rubrika kazniva dejanja. Samo nekdo, ki je imel očitno težave sam s sabo, je poškodoval tujo stvar. Sicer pa so medvoške policiste poklicali še na intervencijo v Valburgo, o podrobnostih pa ne poročajo. Stalno opozorilo pred tatovi velja, tudi če v tem tednu o takšnih dogodkih ne poročajo. Naj še enkrat povemo, da nam medvoški policisti pošljajo samo poročilo o obravnavanih dogodkih v času njihovih uradnih ur, na terenu pa so sicer prisotni 24 ur na dan. V času, ko ni uradnih ur, dogodke beleži policijska uprava Ljubljana. In ko smo že pri njej, policisti na Facebook strani pridno poročajo o aktualnih dogodkih in delijo informacije ter koristne nasvete za varno in mirno življenje državljanov, seveda v okviru njihovega dela. Konec tedna vabljeni tudi na kakšno prireditev v naši občini. Denimo v soboto na prireditev Koder sonce hodi na Vaškem trgu v Trnovcu, kjer bomo počastili nekaj obletnic, med drugim tudi 75-letnico izgona 54 družin v Nemčijo, 75-letnico smrti komandanta Staneta in 75-letnico ponatisa Prešernove Zdravljice kot najlepšega uporniškega tiska v okupirani Evropi v tiskarni Trilov. Ta je sprva delovala v dolini reke Lučnice na tiskarskem stroju, ki ga je skonstruiral Medvoščan Edo Bregardon. Nasvidenje!